Prijazen pozdrav, spoštovane in spoštovani. Pandemija COVID-19 je pred našo družbo in posameznika postavila številne izzive, nova spoznanja in drugačne pristope, tako v poslovnem kot v zasebnem življenju. Aktualna vprašanja terjajo odgovore, prikazane možnosti rešitve in pa seveda tudi pojasnila. In prav to bomo danes izkoristili in se v prihodnji uri pogovarjali s strokovnjakom, ki ta področja zelo dobro pozna. Miloš Čerič, mednarodni svetovalec in lobist, dobrodošli in prijazen pozdrav. Pozdravljeni. Če morda nekako začneva ta pogovor z eno mislijo za uvod, kar je bilo dobro leto nazaj samoumevno, kar smo bili vajeni konec koncev, se je zdaj v tej novi realnosti korenito spremenilo. Kako vi to zaznavate? Dejstvo je, da se svet že prej spreminjal, in to zelo hitro spreminjal. Če pogledamo recimo eno od prvih takih teženj, pri temu je pravzaprav znanje. Recimo leta 1900 je angleški znanstvenik Buckminster Fuller okoli 1900 ugotovil, da se vsako stoletje človeško znanje podvoji. Leta 1982 so strokovnjaki ugotovili, da se vsakih 13 mesecev podvoji. Zdaj je pa 2 meseca nazaj je pa Stephen Covey razlagal o tem, da so ugotovili, da vsakih 12 ur. Se pravi, znanje se tako hitro spreminja in tako hitro duplira, da je neizvedljiv, da bi ti še spremljal že sam. Se pravi, to, da so obstajali ljudje, ki so vse znali, pa vse vedeli, tega ni več. Se pravi, prva stvar, ki se morate zavedati, kar te spremembe je, da je se to strašno spremenilo. In to, kar je veljalo prej, ne velja več zdaj in se bo hitro spremenilo. Drugo, narava dela se je spremenila. Recimo, prej si ti moral delati, praktično živeti skoraj tam, ki si delal. Zdaj lahko delaš od koderkoli hočeš. Ali delaš od doma, naprimer, ali delaš od to, v večini primerov se je to čisto vseeno. Zato imamo te digitalne nomade, imamo cel kup teh stvari in seveda žal nismo tega sprejeli, da bi že 2 leti nazaj ali pa te se pripravili, pa se naučili, ampak zdaj naenkrat smo vsi ugotovili, da se res od dela da od doma. V večini primerov se da delati od doma in dosti teh stvari lahko narediš. Tretja stvar, ki se je strašno spremenila, je to, da včasih smo imeli 2 ali pa mogoče 3 generacije na delovnem mestu. Zdaj jih imamo 5, včasih celo 6 v razrednih pogojih. Če je lastnik, recimo, ko potakne noter, da je tako starejši. To pa pomeni, da morate se zavedati, da vsaka od teh generacij ima svoje sanje, ima svoje ideje, ima svoj način komuniciranja, ima svojo kulturo in tako dalje. In usklajevati te ljudi ni tako enostavno več, kot je bilo prej. In seveda, tisto, kar se je strašno spremenilo, je pa še narava izbire. Včasih si šel v trgovino, pa si imel to zbrati, pa to zbrati. Zdaj lahko zbereš, lahko samo imenuješ, kaj je. Ampak to ni spomeni, da samo na blago se spremenilo. Tudi delovna mesta so tako. Zdaj pričakovati, da bo nekdo delal zato, ko se je rodil v novem mestu, da bo delal v novem mestu, da bo živel v novem mestu, je absurd. On gre lahko, jaz se upam za vsakemu, ki hoče, ki pravi, da nima dela ali pa tako dalje, mu v roku 2 ur najdem službo. Ampak mogoče ne bo delal v novem mestu, mogoče ne bo živel v Sloveniji sploh, mogoče bo tudi v svojem poklicu delal, ampak delo pa res ni noben problem najti. In zdaj, kaj se je še dodatno zgodilo? Vse te stvari so se dogajale že prej. Ampak pandemija je pa to vse skupaj pospešila. Recimo, tako kot smo se prej govorili o digitalizaciji. To se je tako pospremenilo in tako hitro spremenilo, da to skoraj ne moramo slediti. Ko se pogovarjamo o farmaciji, veste, tako hitro, ko smo zdaj prišli do cepiv, to se v zgodovini ni zgodilo in ta stvar se še pospešuje. In ne smete pozabiti, imamo že raka od zadaj, za zdravljenje raka, pod istim sistemom. Isti ljudje, ki so razvijali to, so razvili to že cepivo za rak, za en del raka. In to bo kmalu prišlo ven. Imate za Alzheimerov že rešitve, in zgleda, da bo vse te stvari se strašno pospešile in ful denarja dale. In seveda še ena stvar, ki je pa pomembna, zavedati se to, da vse te krize imajo eno značilnost. Iz vsake krize pridejo ljudje, ki so zmagovalci in pridejo ljudje, ki so luzeri, tisti, ki bojo izgubili. Kaj bomo mi prišli ven, kako bo Slovenija, kako bo vsak posameznik prišel ven, je stvar vsakega človeka posebej. Kot države so sigurno to zelo dobro krizo izkoristile Izrael pa Kitajska. Kitajska je bila predvideno, da bo 2030 postalo najmočnejše gospodarstvo na svetu,
zdaj se vsi strinjajo, da bo 2028 že. Kaj se bo pa z nami zgodilo, ne? Pa je bo vse odvisno od tega, kako mi imamo zdaj resne možnosti za resno prestrukturacijo pod pogojem, da bomo prenehali razmišljati v vzorcih iz preteklosti, ampak se bomo morali začeti sodelovati. Zato, ker kaj je pa to pomeni, prej, ko sem govoril o družbi znanja, pa tu generacije, to pomeni, da morate na drug način reševati stvari. Vi ne morate z ukazovanjem reševati te stvari, ne? Recimo, mojemu sinu razlagati o službi, neki redni, to z njega noče slišati o tem. On hoče delati tako, kot on misli, da je prav in podobne stvari, ne? Njemu ukazovati, da bom jaz njemu ukazal, to moraš narediti, lahko kar pozabim takoj. Lahko ga pa navdušim, lahko ga inspiriram. In zato bo moral sistem vodenja moral biti vse bliže inspiriranju in vse manj ukazovanju. Kajti naš sistem vodenja in države in vsega pa še zmeraj funkcionira na sistemih, ki so iz 19. stoletja. In če se spomnite slavne, in s tem zaključa ta del, ne, slavne zgodbe od Henryja Forda, ne, ko je rekel, da vsakeč, da najbolj ga jezi, da vsakeč, ko se želi par rok, ne, da rabi več zadelati, pridejo še možgani zraven. Ne. Razumeš, če so oni rabi samo roke, ne rabi možganov. Ne. To je stvar preteklosti, to je stvar 19. stoletja. Ne. V tem stoletju, pa temu, kaj prehaja, pa morate sodelovanje imeti. In mene to, kaj me skrbi, je ta, da ta narod, ta država je tako skregana, tako smo med sabo spičeni vse posod, da preprosto ne bomo izkoristili možnosti, ki jih imamo pa vrhunske možnosti, da naredimo resno transformacijo. Če kar nadaljujemo tukaj o teh možnostih, ko smo se pogovarjala in nekako se dogovarjala za ta pogovor, ste mi dejali zelo zanimivo misel in me zanima, kako boste nadaljevali, ki jo bom sedaj izrekel, da slabi časi rojevajo močne ljudi. Ja, to je misel od šejka Mohameda Rašida, ne, se pravi šejka Dubaja. Njega, ko so vprašali, kako vidi prihodnost Dubaja, je rekel, če nisem glih optimist, ne, nisem optimist, pa so vprašali, kako to razmišljate. Je rekel, gledajte, moj ded je jahal kamelo. Moj oče je jahal kamelo. Jaz vozim Mercedesa. Moj sin vodi Land Rovera. Moj vnuk bo najverjetneje vozil še Land Rovera, ne? Moj pravnuk bo pa najverjetneje spet jahal kamelo. Pa so ga vprašali, kako zdaj to mislite, pa podobno. Je rekel, veste, slabi časi rojevajo močni ljudi. Močni ljudje trdo delajo in ustvarjajo dobre čase. Dobri časi rojevajo slabiče. Rojevajo parazite. In mi preveč dobro živimo. Ne? Mi premalo skrbimo za to in preveč zato gremo v skrajnost. In če vi zdaj pogledate situacijo, ki jo vidimo zdaj pri nas, ne, na splošno v Evropi, v svetu, ne, mi pravzaprav otroke vzgajamo kot prince in princeze. Ne. To je fajn za bajke, ne, za pripovedke in podobne stvari. Ne. Ampak veste, če ti kot otrok se ne navadiš na poraze, če se ne navadiš vstati, če se ne navadiš razumeva čustva drugih. Ne? Se pravi, če te skus nekdo nekaj čuva, ti ne boš nikoli sposoben živeti. Ker ti prej sem ga razlagal o tem možnosti za transformacijo, pa sprememba, ki jih treba narediti. Ne? Veste, najvažnejša stvar je to, da se navadiš ti zmerno znova dvigniti zrak, ne? In znova delati. Ne? In če gledate raziskave o najbolj uspešnih ljudeh, ne? Imate eno raziskavo od 10,000 milijonarjev v ZDA, ne, ki je lepo pokazala, da večina od njih so milijonarji prve generacije, večina od njih je delala čisto neke povprečne šole ali pa celo nima, večina od njih ni nič posebej inteligentna, ne, ali pa posebej kreativna, ne, ampak imajo pa eno skupno značilnost, aktivni so. To pomeni, da skozi nekaj delajo, skozi se predstavljajo, skozi se pripravljajo zastajati. In dokler govorijo nekateri, ti delajo. In za uspešne ljudi je značilnost to, da so aktivni, da delajo, da naredijo to, kar je Počivalšek naredil v situaciji, ne, ko smo bili brez mask. Namesto da čakal, pa razpravljal, pa sklical tiskovno konferenco, pa debata, pa bomo to, pa Organizacija Združenih narodov je šel v akcijo. Naredi in sproti popravlja. Ne? In to je ključna stvar, da se zavedate v takih primerih. Uspešni ljudje so tisti, ki so navajeni na te stvari, ki so navajeni sodelovanja, ki so navajeni vstajati po porazih in ki so pripravljeni spreminjati mišljenja.
Veste, mi smo ponosni na to, da nekdo 30 let ali pa 40 let enak misli. To je zelo narobe. Svet se zelo spreminja. Če ti enak misliš, kot si mislil prej, si je srečen, da si živ, ne? Ker peteljem, ki prezgodaj, ki rikamo vrat, roknejo, ne? Ali pa si malo zaostal, ne? Se svet spremenil in pa ti živiš še zmeraj 19. stoletju, kot recimo stranka Levice, ne? Stranka Levice ima v svojem programu noter, ne, da bo nacionalizacijo izvedla, ne? Vse skupaj, veste, kaj to pomeni? V 2021 ima nekdo v programu, da bo nacionaliziral gospodarstvo, pa da bo obrtnike nacionaliziral in tako dalje. To je absurd. Bom rekel, samo vrš svojstven, mehek način sva prišla do aktualne politične situacije v državi. Toliko skreganega političnega domačega parketa, pa že dobri 20 leti spremljam to sceno, še nisem videl, še nisem zaznal. In skratka, ta pad pozicija nas onemogoča pri marsikaterih stvareh in to, kar ste govorili uvodoma, ne, imamo izredne priložnosti. Lahko bi v bistvu predstavili iz neke ler pad pozicije v višjo predstavo, ampak preprosto ne gre. Prvo, jaz še nisem videl nobene firme, niti nikjer druge, da bi ljudje uspešni, ko so skregani. In poglejte, tudi familija gre k vragu, če se ljudje ne znajo zmeniti. Najslabša stvar, ko je lahko v družini ali pa kjerkoli narediš, ne, je to, da se nehaš pogovarjati. Ne? Če se pogovarjaš, zmerno lahko rešuješ stvari. Tudi če se skregam, tudi če imava vsak svojo ljubico, ljubčka, tako dalje, vse skupaj, vseeno lahko sobivamo, ne? Lahko najdemo neke rešitve. Ne? Ko se nehate pogovarjati, je konec zgodbe. Ne? In pri nas je postalo neka tradicija, da si uspešen, če si pridigar. Ne? Zato bom probal razložiti malo, kako to izgleda z mišljenjem. Vi imate več vrst mišljenj. In če imate mišljenje kot pridigar, ne, potem to pomeni, da vi veste resnico. In da vsi ostali, ki mislijo drugače, se motijo. To pa pomeni, da tvoja naloga je samo to, da druge prepričuješ, naj se pridružijo tvojemu kultu in to pelejo. Ne. Taki ljudje je v redu, če so v pravo smer grejo. Katastrofa je, če grejo v napačno. Potem imate drugo, to so tako imenovani tožilci. Ne. Kaj je značilnost tožilce? Da ima nek case, ne, in išče argumente in vas proba v neko stvar prepričati konstantno. In konstantno to dela. Ne. In če vi gledate, kaj se dogaja v slovenskem političnem prostoru, boste videli, da je to najbolj pogosta primer. Vsi so ali pridigari, so politični aktivisti, vključno z novinarji. Če gledate, cel kup novinarov v resnici niso več novinarji, ampak so politični aktivisti. Zakaj to delajo na način? Zato, ker so pridigari, ker verjamajo v neko poslanstvo. Da imajo to in s tem v resnici ne iščejo resnico, ampak iščejo potrditve svojega mišljenja. Ko se midva pogovarjava, ne, če jaz nastopim kot pridigar, potem bom jaz samo srečen, če boste vi kimali meni. Vseh ostalih primerih se pa ne morajo priti skupaj. No in tretja taka kategorija so tako imenovani politiki. Problem politikov je pa to, da ves čas razmišljajo, kako bi ugajali publiki in kako bi publiko pridobili s tem ugajanjem, ne pa kaj je dobro. Se pravi, oni ne iščejo, kaj je to najboljše, ampak iščejo, kje imam najbolj podpore. Kako bi pa morali delovati kot znanstveniki? Ne? Znanstveniki pa imajo idejo in idejo gledajo kot hipotezo. In to hipotezo iščejo potrditve ali ne. To rešuješ pa z eksperimenti. Če vam to čisto na kratko pokažem, kako to približno zgleda. Ne? Vete, zelo malo, kako ljudje ponovadi grečemo. Ne? Tukaj štartamo, imamo tukaj nek cilj. Ne? In zdaj mislimo, da bomo šli tako kar naravno za tukaj. To se ne dogaja. To res tega primera nikoli nimate. Kaj je zmeraj na začetku jasno? In če gledate, ko smo pandemijo začeli, smo vedeli, da nam je cilj, da nehamo s pandemijo. Ne? Da bo čim prej konc tega. Ampak noben ni vedel, kaj mora početi. Ne? Vsi, je dajo kot Svetovna zdravstvena organizacija, je dajo napačna navodila. Zakaj je dajo napačna navodila? So rekli, ne maske nositi, ne to delati tako. Zato, ker so izhajali iz prejšnjih izkušenj, iz preteklih izkušenj in so delali na podlagi intuicije. V resnici pa, ko imaš ti neko neznano stvar, s čim se moraš ukvarjati, tukaj imaš ti, se pravi, kaj je tu velika negotovost, ne? Vi imate izredno visoko negotovost, ne, ko nekaj novega lotevate. In ko smo mi se lotevali,
Pandemije nismo vedeli, kaj bo. In zdaj, če delaš kot znanstvenik, boš kaj delal? Gledal boš na to, kako bi zmanjševal negotovost. To je ključna stvar. In to delajo tudi podjetniki, ne? Oni konstantno naredi projekt, pa preveri. Aha, pa to ne gre, aha, pa gre preveriti to, pa tako dalje. In s tem zmanjšuje negotovost. Potem se pa, in da stran tega, da vse ostalo, in to je gospodarska miselnost. In tako se pandemija isto. Smo probali nekaj, smo gotovili, da ne deluje. Smo morali drugače delovati. Smo probali nekaj drugega, smo gotovili, da treba nekaj drugače delovati. In cel svet to dela. Zdaj seveda, ko so začeli se pogovarjati, ne, in veste, da predsedniki so v kontaktu vsak teden, ne, ugotavljajo, aha, to deluje, ampak veste, ne delujejo vsi ukrepi vse posod. Ker tudi zakoni ne delujejo na enak način. Kdaj delujejo? Delujejo pri tistih, ki smo popolnoma enaki. Ampak vidite, recimo, če poznate enojajčne dvojčke, ne? A ste kdaj videli, da imate enako naravo? A poznate dva dvojčka, ki lahko na enak način delajo z njimi? Jaz imam 3 otroke. Če bi s 3 otroki delal na enak način, kaj bom dosegel? Jaz sam špetir. Ker so 3 popolnoma različni otroci in tako je tudi tukaj. Ne? Se pravi, to negotovost morate vi zmanjševati. In šele ko to delate na tak način, boste zdali. In zmeraj, ko se o prihodnosti pogovarjamo, prihodnost, vse, kar boste rekli za prihodnost, je še najbliže stavi. Noben od nas ne ve. Proba pa z analizami, pametni ljudje probajo z analizami in probajo z eksperimenti zmanjševati negotovost. In potem v nekem hitu pridejo do take točke, da pa lahko res zaštartajo zadevo. Ne? In to bi tudi mi morali. Ne? Ali lahko mogoče potegnemo eno hipotezo, da je pandemija COVID-19 politični eksperiment? Mislim, če bi kaj politika rada, da COVID-a ne bi bilo, ne? Kjerkoli na svetu. Če vi pogledate, politika ima vse posod probleme. Ne? Zelo, zelo malo je držav, ki jim to ni povzročilo težave, resno. Ne? Zelo, zelo malo. V resnici tega se noben ne želi. Ne? Je pa res, da je to največji eksperiment našega življenja. Ne? Zato, ker smo se vsi učiti. In zdaj, zakaj sem pa prej razlagal tisto o negotovosti, veste? Negotovost, prihodnost je negotovost. Ne? In Levinova, ne, je napisala sjajno knjigo, ki je februarja šla lani, o Ready or Not, o šolstvu pa o mladih. Ne. Ona je namreč prva, ki je ugotovila o teh stvareh, da kako se je povečala negotovost. Ne. Negotovost, nervoza, vse ostalo pri ljudeh se je strahovito povečalo. Ne. Še pred epidemijo. In v 5 letih se je povečalo v Ameriki za 5-krat. Za 50%. Ne. Se pravi, z 20%, koliko so jih prej imeli, so v 5 letih prišli na 30%. To je pred pandemijo. Zdaj še je pa še več. Zakaj do tega pride? Vi se morate zavedati, da človeški možgani so srečni takrat, ko so stvari predvidljive. V večini primerov nepredvidljivost genetsko dolgo časa pomeni pri nas strah, nervozo, negotovost in tako dalje. Ne? In zdaj, ker nimamo predvidljivih situacij, ker noben ne ve, mi vemo, kaj nam je cilj pandemije, ampak ne vemo, kdaj bo konc tega. V resnici uganjujemo. Ne morete vi predvidevati, kaj se bo zgodilo. In je podobno, kot če bi vi v življenju, imate recimo otroke, pa ne veste, kdaj boste jih morali z vrtca dvigniti, kdaj jih boste iz šole prišel nadalje, ne veš, kdaj bo imel sestanek, kdaj te bo šef poklical, kdaj bo to, si ves nervozen cel dan. Ne? Ljudje iščejo predvidljivost. Ne? In zato je pri tej predvidljivost, ko pa imate nepredvidljivo situacijo, pa zmeraj delujejo ti prvinski možgani, amigdala. Ti možgani pa reagirajo, imajo logiko preživetja. In zdaj tisti, ki so bolj nagnjeni, eni so bolj nagnjeni k nervozi, pa takim, tistim ta stvar pride še 3-krat bolj do izraza. In zdaj imate, ne vem, če poznate epigenetiko. Ne? Epigenetika pravi tako, ne, da genetika, ne, se pravi narava, vam da pištolo in jo nabije pištolo. Ne? Ampak sprožilce pa je okolje, to je epigenetika. Ne? In okoliščine, okolje poskrbijo za to, da se neka stvar sproži. In zdaj te okolje, to negotovost, ki ljudje imajo zelo veliko, je huda. Ne? Zato se jaz tako zavzemam ves čas, da bi morali terase odpreti lokalov. Ne? Zato, ker je predolgo časa so ljudje izolirani. In je ta bolezen, ta nesocialni stiki, to je hujše, zdaj večja nevarnost že kot so zdravstveni. In to sem jaz prepričan, da bo to imelo mnogo večje posledice, če ne bomo tega začeli reševati. Ne? No, ta problem socialnih stikov se še posebno
poleg seveda odraslih izkazuje pri otrocih, ne, šolanje nadaljavo. Pred dnevi je bila tudi v Sloveniji objavljena raziskava, da praktično vsak 4. študent razmišlja o samomoru. To pa se je za zamisliti. Se strinjam, ne, ampak to je normalna zadeva, zato ker zdaj, kot sem pravil, tisti podatki prej od Levinove, ne, so bili praktično leto pred tistim za zadnjih 5 let. Ne, in to se je sigurno še povečalo. Zdaj pa morate si pogledati, kaj imamo. Mi imamo izrazito tekmovalnost. Ne. Tekmovalnost je postala, ti moraš biti najboljši, ti moraš biti take, tekmujemo za ocene, tekmujemo za karkoli drugega, ne, in to v resnici povečuje negotovost pri ljudeh. Strah ljudi in tako dalje. Ne? In ljudje ne znajo na to reagirati. Prej sem že povedal, da smo otroke vzgajali, namesto da bi jih vzgajali kot normalne, se pravi, da se naučijo spopadati, da se naučijo na to in da ko nekaj težko je, da ne jokaš, pa mu razlagaš, da tega pa ne moreš narediti, to pa mu jaz naredil za tebe, to je nevarno za tebe, tak dalje. Ne, srce zmogel boš to, ti si sposoben. Moš kazati otroku verjeti, zaupanje v njega, da je to sposoben narediti. Kaj te vsak od nas, če vi gledate, zakaj smo uspeli, ne? Zato, ker je nekdo v nekem hipu kazal zaupanje v nas. Ali je bila to mama, ali je bil to nek učitelj, ne? Ali je kar kazal. Nekdo, ki je verjel vate, te spodbujal. In mi imamo premalo tega. In zdaj, ko so pa ljudje izolirani, nimaš pa tudi tega normalnega, ko smo včasih rekli, cele babe, ne, debata pa smo se malo debatirali, ali pa fanti so sedli za gostilno, pa so kako stvar rekli, nimate te spodbude, nimate podpornega okolja, nimate več. Ne. Zato sem jaz svetoval, recimo, enim starejšim upokojencem, sem svetoval, da imajo preprosto kavo, pijejo Zoom meeting imajo, ne, na katerem pijejo kavo. Ampak imajo prižgane ekrane, pa gledajo, pa imajo malo se pogovarjajo, čete, tam pa pijejo kavo, ampak se vidijo, to je ključna stvar. To ne nadomesti to, ampak je pa nujno. Ne? Številne spremembe so v nastajanju, v to nas je pač nekako prisilila ta pandemija, pospešila je določene procese, v nekaterih malce ste že nakazali, nekateri boste sedaj povedali malo bolj konkretno. Kako pa bo to vplivalo na vse nas? Smo sploh pripravljeni na to? Nismo. Nismo, kot sem prej rekel, že v šoli imamo ta problem. Druga stvar, ki je, ljudje, v resnici, a vas je kdo kdaj šolal, kako se spremembe izvaja? Kako se pripraviti na spremembe? Spremembe se da naučiti. To je najbolj smešno, da to je naučenje. V resnici smo to ves čas doživljali. Ko smo bili mali, so nam ljudje te spremembe spodbujali. Ne? Mi smo ves čas slavili. Če se spomnite otrok, ne, ko se naje, pa brekne, ga vsi pravi, super, bravo, tako dalje. Prve korake narediš, ti spodbujajo. Pa greš šolo, pa nekaj začne nobenega spodbujanja. A kdo, ki da dober odgovor, sošolci ploskajo? Torej je problem v tej motivaciji. Inspiraciji, motivaciji, to je prvi del. Drugi del je pa preprosto, da se morate se zavedati. Velike spremembe lahko delate pod pogojem, da so okoliščine take, da to zahtevajo. Ne? Se pravi vojne, pandemije in podobne stvari. Ali pa si ful bolan. Pri malih spremembah morate pa drugače. In te so edine učinkovite. Naj vam to prikažem. Boste videli, stvar, ki mislim, da bo tudi za gledalce zelo zanimiva. Ne? V osnovi, kako potekajo spremembe. Ne? In ta formula, ki če tukaj še enkrat napišem, to je sicer v angleščini, bom pa hitro dal, ko mi bo lažje, se pravi vedenje, to behavior, je motivacija, to je sposobnost pa poziv. Ne? To so glavni elementi, kaj se dogaja. In če vi pogledate tako, ne, imate na tej strani motivacijo. Ne? In motivacija je lahko ali visoka ali nizka. In na tej strani imate sposobnost, da nekaj naredite, ne? Sposobnost je pa lahko ali da je nekaj lahko težko za narediti, ali pa lahko. In kdaj vi lahko delate, ko se za nekaj odločate, ne? Kdaj delate težke stvari? Takrat, ko imate ful visoko motivacijo. Če imate ful visoko motivacijo, ne, potem lahko delate težke stvari. Če motivacija ima pa ta problem, da je kot čustva. Motivacija ni fiksna. Zdaj je, a jutri mi se pa glih ne da.
Ne? In kje delamo mi napako? Mi se odločamo za spremembe takrat, ko smo visoko motivirani. Ne, ko smo tukaj. Takrat se za spremembe odločamo. Ta stvar deluje, dok smo mi tako motivirani. Ko po motivacija pade, pa neha. Ne? In tukaj pridemo do tako imenovane linije aktivnosti. Ne? To, kar je na tej strani, funkcionira. To, kar je sniže dol, ne dela na tej strani. Zakaj? Zato, ker je odvisni motivacija. In če hočete, da bo neka stvar delovala, morate narediti tako aktivnost, ki ni odvisna od motivacije. Se pravi, da je moram narediti ne, da je težka, ampak da je čim bolj lahka. Da je čim bolj lahka, da pridem sem, ne? In če se gledamo, recimo, če delate sklece, ne? Če boste morali delati 20 sklec vsak dan, ne? Boste jih delali, ali pa če boste šli to, ampak ne vem, če se bomo vsak dan dali delati, ne? Če bomo rekli, da sta 2 sklece, jih boste zmeraj naredili, ne? Jaz kaj naredim vsakeč, ko grem recimo na WC, naredim 2 počepa. Ne? In veste, koliko počepov se to nabere na dan, ne? Pa kaj drugega, ne? A pa vsakeč, ko se stanem od računalnika, kaj tako zdržujem, ne? Se pravi, to je ključna stvar. Tukaj imate še ena stvar, ki je pomembna, ne? Je pa, kako to motivacijo date. Ker zdaj sem govoril o 2, ne? Govoril sem o motivaciji, ability, se pravi sposobnost. Zdaj, da bi se pa nekaj zgodil, rabite pa poziv. Ljudje ne reagiramo, če nimamo poziva. Recimo, če spomnite teh potresov na Hrvaškem, ko je bil, ne? No, takrat smo bili vsi ful motivirani, da bi nekaj naredili, ne? Gledaš vsak dan na televiziji, gledaš te slike, ljudje razrušeni, groza, ne? In zdaj, kaj je problem? Problem je to, da moram jaz prvo dobiti poziv in druga mora biti stvar lahka. Če bi v tistem hipu meni poslali SMS, vrni SMS, pa napiši Petrinja 10, pa 10 evrov, ali pa Petrinja 50, Petra 50, bi jaz tisto dobo, bi sem odgovoril nazaj pa poslal. Ker če tega ni, če nimate poziva, da naredite, in če ni stvar lahka za narediti, najverjetneje ne boste naredili. Če moram jaz izpolnjevati na kazencu, ne, je to majhna verjetnost, da bom to naredil ali ne bom naredil. Ne. Zdaj pa tukaj, da pa hoče narediti, da bi ta poziv morate pa reči, ok, če hočem neko navado upeljati, recimo, da bi rekel, da bom delal, da bom meditiral. Ne. Kaj rabim? Rabim pa nekaj, kar je v angleščini glifino se zlaga, ABC, v resnici pa pomeni to sidro, to je vedenje, to je pa slavljenje. Ne. Kaj moram narediti? Moram najti tako navado, se pravi tukaj, tako navado iščem, tako je behavioral, tako navado, da je čim bolj enostavna. Se pravi, da rečem, jaz ne bom meditiral 20 minut, ampak bom rekel, ali pa tako kot sem prej rekel, namesto da bom delal 20 sklec, bom naredil 2 sklece. Ne? Ne? Če jih ne delam redno, pomeni, da sta samo dva problema. Ponovadi sem naredil pretežko, bi moral biti 1 skleco, samo za narediti. Mogoče skleco na zid narediti, ne na tleh in tako dalje, kar čim bolj enostavno. Ne? In ker ne sme biti od motivacije. In drugo, poziva nisem imel. Zdaj pa ta enkor, to je sidro, ne, pa moraš reči, če hočete vi, ne, da se bo nekaj zgodilo, da boš poziv dobo, imaš lahko, ali imaš opomnik na telefonu, ne, ali pa rečeš, kaj stvar se lahko zanesem, to so pa moje jutranje rutine. Kaj recimo jaz zjutraj zmeraj delam? Jaz sem si tako naredil motivacijo. Ne. Jaz zjutraj zmeraj, ko se vstanem, razpijem vodo. In zdaj, to je pit voda je sidro za mene, ne. Ko se to zgodi, in to je formula, ko se zgodi to sidro, ne, ko se to zgodi, tole bom naredil tole, ne. Se pravi, to je formula. Ko se zgodi sidro, se pravi, ko bom spil tisto vodo, jaz se odločim, bom meditiral. Zdaj, ker naredim zadevo ful lahko, ne, se pravi, gledam na to, da je ta sposobnost, da je čim bolj enostavno za narediti, je moja meditacija to, da 3 minute, 4 minute ne naredim nič. Sedim tam in probam ne misliti, ne. Če bi šel na drugo meditacijo, bilo drugo. In to je meni dovolj. Ne. In na tak način, ko sem vam zdaj razložil, vi lahko bilo kjero navado naredite in več imate takih navad in vsa te rutine so pa zmerom vaša sidra, ki so zmerom. Pitje vode. Vsak se zjutraj, ko se stane, ko da noge na tla, se lahko dotakne. Ne? Recimo, jaz imam navado to, da imam sidro, ko stopim čez vrata, da se energiziram. To imam avtomatično, to sem se že toliko časa razvil in tako dalje. Se pravi, navade, ki jih imate, na tisto morate vezati. In kaj je pol pomembna še ena stvar, to je pa ključna, to pa vse ostalo sem prej vedel, to pa ne, to sem pa šele se prvič, to je ta slavljenje, to sem se pa naučil od BJ Fogga, ne? To je isto stanfordski profesor, zanimiv,
ki je napisal super knjigo Tiny Habits, ne, se pravi drobne navade, ravno o tem opisuje. Kaj je pomembno? Zmeraj, ko to stvar naredite, morate slaviti. In ljudje premalo žuriramo, prav slavimo. Tisto, to sem naredil, spet mi je uspelo, tako dalje. Ne? Ko vi slavite, ko proslavljate to zadevo, v resnici sprožate enake efekte, kot takrat, ko drogo jemljete. Droga pa slavlje ima isti center za možgane, užitek, ne? Da dobite dopamina zraven. Ne? Se pravi, tu je zelo pomembno, da slavite in morate slaviti zmerom. In če namesto dve sklece naredim jih 10, slavim 2krat ali pa 3krat. Slavim, ko sem 2 naredil, ko sem 5 naredil, ko 7 naredil, pa 10 naredil. Ne? Se pravi, slavim še toliko bolj. In bolj, ko boste slavili, boljš bo. Ne? Zato je ta žurka, ne, pa slavljenje, najte nek svoj način ali pa to, ali pa se tako potraplaš, ne, pa tako dalje. To so vse ful dobre stvari za to, ampak to je ključna stvar, če hočete stvari narediti. Torej, ko so naši gledalci sedaj spremljali, kako udejanjiti to formulo teh 4 sprememb, da bom boljši, da bom lažje se sovpadal z tem pandemičnim časom, ki ni enostavno, je marsikdo verjetno, špekuliram, pomislil, lahko je to gostu razlagati, pripedovati, ampak moje objektivne okoliščine meni tega niti teoretično ne dovoljujejo. Kaj jim odgovarjate? Glede, za to, da vi naredite, koliko časa vi rabite za to, da naredite 2 počepa? Koliko časa naredite za to, rabite, da naredite 2 sklece? Koliko časa naredite za to, da 5 minut meditirate? 5 minut. Koliko je to časa? Zelo malo. Se pravi, to ni res, da ne moreš, ne? Ravno tem je, problem bi imel in zato je to tako učinkovita taka metoda, ne? Zato, ker ti povežeš to, da imaš vezano na neko sidro, se pravi na nekaj, kar je konstantno, na neko rutino, ki je zmerom delaš, ne? Se pravi, ali jem, ali pijem, ali stanem od računalnika, ali grem na WC, ali se zbujam, ali nekaj, kar bom konstantno delal, nekaj, kar se mi že tako in tako pojavlja. In na to vežem neko drobno navado. Nekaj kratek čas, se pravi, to lahko vsak počne, ne glede na vreme, je kratek čas in tako dalje, ne? Vse lahko narediš. Se pravi, če tega ne narediš, so to samo izgovori. Kaj pa je? Veste, bolj pravičen bi bil razgovor, to sem že slišal, da mi je kdo rekel, da je to ni nič, ne? V redu, dajmo pogledati, kolikrat greš na dan na WC, kolikrat na dan vstaneš od računalnika, pa seštevajte, koliko je to počepov. Pa boste videli, da boste prišli čez 20, da kreko britva. Čez 20, ne? Se pravi, si jih 20 naredil. Če delaš postopoma tudi, ko to delaš, se počasi hitro ne navadiš to. In kaj je še tukaj? To ni zgodba, da imaš ti eno navado, narediš pa potem dolgo časa nič. Tu lahko več drobnih navad zalaufaš in jih vežeš na različne rutine. Lahko celo povezano narediš, ampak se to pol povečuje. Ne? In potem počasoma, dolgo časa se to nič ne vidi, nekaj razgleda, ampak časoma to se začne spreminjati. In druga stvar, ki je pomembna, vaši možgani začno uživati v temu, da vi uživate. Ne? Če vi pogledate, ljudje premalo slavimo. Mi slavimo neke rojstne dneve. Kaj? Zakaj ni vsak dan rojstni dan? Zakaj vsak dan ne bi slavil? A se za rojstni dan dobro počute? Seveda se dobro počute. Ampak zakaj bi moral trpeti? Zakaj ne bi mogel slaviti? In večkrat, ko vi slavite, se pravi, večkrat se spravite v dobro voljo, ne? Ker to žuriraš, slaviš, ne? To se vse bolj pozna. In če bi zdaj še druge spodbujal, da bi se to zmenili, pa bi se med sabo povedali, pa druge še spodbujali pri temu, pa ploska, spet si ne dobravo ti, evo, tak človek si ti, to je to, jaz sem pravi človek in tako dalje. Ti si samozavest dviguješ. In ko si vi dvignete samozavest, načeloma spremenite tudi svojo mentaliteto. In če smo se prej pogovarjali o neki negotovosti in tako dalje, vi naenkrat polnite svoje življenje z nečem, kar je predvidljivo, kar je občutek koristnosti in imate občutka napredka. Kajti kaj je glavna stvar, kaj morajo ljudje čutiti v življenju? Da napredujejo. Kaj je za človeka najhujše, razen izolacije, ki smo že prej omenili, ne, kot problem? Drugi najhujša stvar je pa to občutek, da jaz sem nevreden. Da nič nisem dosegel, nič se ne dogaja. Ne? Da nič ni nobenega napredka. Ljudje morajo čutiti nek napredek. In zato rabite to, da take stvari dajete, da se nekaj dogaja, da nekaj napreduješ. Recimo tisti, ki so izkoristili zdaj za to pandemijo, ta lockdown za učenje, ne, so ful pridobili. Ker je bilo naenkrat, si imel ti vse je bilo zastojno.
Tako enostavno, ko si se lahko zdaj učil, se nisi v zgodovini mogel učiti. Lahko si poslušal predavanje najboljših profesorjev na svetu za nič denarja. Ali pa celo zastonj so jih talali. Torej, kdor je to izkoristil, je. Moj en kolega je naredil ful dobro stvar, se je odločil in je začel hoditi na Šmarno goro. Ne? In je zdaj že 180krat bil gor, ne? Hodi redno, ful je shujšal, ful se je zrihtal, že v zdravje, se pravi, on je spet neko stvar imel in ima feeling, tisti občutek, da je nekaj naredil. In vsako človek rabi ta občutek imeti. Ne? In kaj je najslabše, kdaj ste vi najbolj depresirani v depresiji, ko se vam nič ne dogaja in ko imate občutek, da fotokopirate dneve. Da je dan za dnevom enak, nobene spremembe ni to, ko bi rekel on, ko je bil napisan Kuča posel, tukaj je ista zadeva, ne? Zdaj greš pa pač od posle za fotelj, za televizijo gledati, ne? Ja, to ni glih najboljša stvar, še kaj dodatno stvar imeti, ne? Pa kako se pa človek lahko pripravi, posameznik recimo, na te spremembe, o katerih govorite? Se da to kot športnik natrenirati? Seveda. Se ravno na ta način, kot sem ga prej zdaj razlagal. Veste, vi, če delate dovolj malih sprememb, se telo navadi na spremembe. Veste, tukaj velja, mislim, da je Newton bil teh, ki je rekel, da telo zmerno vztraja v tistem stanju, v katerem se nahaja. Ne? Če miruje, je ga zelo težko spraviti v tek. Če je v teku, ga je težko vstaviti. Ne? Se pravi, enako rabite tudi tukaj. Tukaj je treba, in če začnete s temi drobnimi stvarmi, boste vi navadili se na spremembe. Spet, da se vrnem k Levinovi. Levinova je tam ugotovila še eno stvar, in to so skupaj s vsemi ostalimi kolegi, da 2/3 vseh služb, ki danes obstajajo, za naše otroke bodo drugačne. Jih ne bo take, kot je. Se pravi, stvari se res hitro spreminjajo. Ne? Mi pa moramo svoje možgane in sami sebe navaditi na take spremembe. Ampak drobne spremembe, dovolj drobnih sprememb, pa pogovarjati se. To ne morem razložiti, koliko je to pomembno. Ne? Recimo, ko se pogovarjam s tistimi recimo, župani, ki jim svetujem ali kaj podobnega, jim zmeraj razlagam eno zgodbo, ki je vezana na to, kako moraš ti delovati z ljudmi. Ne? V angleščini so to 3 izrazi skupaj, ampak bom po slovenščini povedal. Ne? Prva, najvažnejša stvar je spostaviti kontakt s ljudmi. Ne? To velja za kogarkoli. Poglejte, zdaj, če pogledate doma, če prijete domov, ko prijete domov, se slečete, se sejete dol, pojeste, gledate televizijo, pa res velja tista zgodba, Bog ne daj, da bi crknil televizor. Ne? Ker je televizor stvar, ki vas zdržuje, če je taka zgodba. Ne? In zdaj se vprašajo, koliko ljudi se takrat pogovarja, koliko ljudi takrat kaže neko naklonjenost svojim otrokom, svojim partnerjem in tako dalje, da jih vpraša, da jih sprašuje, kaj se jim dobrega zgodilo danes. Ne kako je bilo v šoli, ne kako je bilo v službi, ampak kaj se ti je dobrega danes zgodilo tam. S tem avtomatično tebe spravim v dobre stvari, v dobre razmišljanje. Ne? In 10 minut, ko se vi ukvarjate s tem, je 3krat bolj pomembna, kot če greste kuhati neko stvar. Ali pa obratno, napaka, ki jo delamo z otroci, je tudi to, med drugim, da nimajo nobene odgovornosti. Ne? Veste, otrok mora imeti svojo vlogo v družini in to ni to samo, da hodi v šolo. On mora pospravljati. Če mama kuha ali pa oče kuha, razumeš, pripravlja večerjo ali pa to, pospravi. In tu naletite na tisto tipično, po celem svetu je enako zgodbo, ki so otroci genialno naštudirali, ker vidi, kako nas imajo naštudirane še hujško psi, zgodbo o tem, da takrat pa reče, jutri imam pa izpit, pa ne morem zdaj, se ne bom učiti. Ne, to ne smete dovoliti. On mora tiste 3-5 minut porabiti za to, da bo pospravil mizo in da bo dal. Potem naj se gre učiti. Najslabša stvar, ki lahko naredite, kar pet se učiti, bom se jaz to. Ne. Ti svoje delo moraš opraviti. In to se mora ljudje naučiti. To je gospodarska mentaliteta, ki jo zagovarja Počivalšek. Govoriti morate, vi morate stvari izvesti. Vsak ima svojo vlogo in jo mora opraviti. In ne smete otroku dovoliti, da tega ne naredi. Tista ocena ni tako pomembna. Koliko je pomembno to, da je on nekaj prispeval, da je nekaj naredil v familiji. No in isto to lahko pol preslikamo tudi na delovno mesto. Ta odgovornost, da delo, za katero si dolžen, boš kakovostno in učinkovito opravil. Ja, in tukaj imate ravno ta problem, da recimo, če gledate državno upravo, državni upravi je nekaj ljudi, ki noro delajo, ampak res noro delajo.
In imate cel kup ljudi, ki razmišljajo samo, kako ne bojo kaj nič narobe naredili. To ni tisto, da ti prideš tam, pa nekdo pride pravi, da pa ti reče, ko ti prideš z nekim problemom, pa ti reče, ja, to pa ne morete. Ne razmišlja, da bi šli, ne, namesto tega rekli, kako bi se pa to dali. Kako bi se dali že korak naprej. Da se vrne zdaj nazaj, da bom še natančno razložil, zakaj sem prej rekel, da morate se prvo povezati z ljudmi. Ne? Se pravi, morate imeti neko, da se z ljudmi srečate, da spijete kavico, da se družite, da pojeste nekaj. Ali pa da naredite to, ko je Janković hodil, ki je hodil od človeka do človeka v Mercatoru. Ne? Pa par besed se z njimi spregovarja. Se pravi, s tem se z ljudmi povežeš. Naslednje vprašanje je, da moraš z njimi komunicirati. In kaj delajo tukaj ponovadi na napako vodstva? Ljudje mislijo, da so oni kot sem prej že povedal, pridigarji, ne? Da so pridigarji. Ne? Ni zgodba šefa, da je pridigar. Šef bi moral priti tam, ker to načeloma morajo ljudje spraševati, kako bi pa vi to, če bi bili na mojem mestu, kaj bi naredili. Ne? Zakaj? Ker s tem vi zbujate interes. In ko vam ljudje povedo, kaj bi naredili, in ljudje imajo ful znanja. Ja, vem, da znanje je bistveno več, kot si pričakujete. Ko začnete ljudje spraševati, počasi vi ne to vpeljujete, so oni del tega. In potem pridete še do tretje točke, ko pa pride do situacije, pa rečete ljudem, ok, zdaj smo to že vse naredili, ne? A bi vi sodelovali, pa bi nam to pomagali, da to skupaj naredimo. Ne? Se pravi, moraš povezati se z ljudmi, moraš z njimi debatirati, ampak tako, da oni govorijo in da oni razlagajo. Ne? In tukaj smo na zgodbi, ki je povezana z empatijo, ne? Ki je zelo zanimiva. Veste? Ljudje dostikrat razlagajo empatija, tak pa tak. Empatija ni to, da jaz probam tebe prepričati. To nima veze z empatijo. Tisti hip, ampak je stvar ključna, da je tukaj namen. Namen mora biti, da jaz zvem kaj nekaj od tebe. Se pravi, vi rabite za empatijo radovednost in rabite namen. In moj namen ne sme biti, da vas prepričam. Če vas imam namen prepričevati, je konec empatije. Jaz vas moram spraševati, jaz moram biti raveden, zakaj vi tako razmišljate, zakaj tako čutite, kaj se vam to poraja pri misli, kje vidite probleme in tako dalje, in vas na ta način vpletem noter in tu pa iščem rešitve. In tisti, ki sprašuje, tisti vodi. Se vi vodite oddajo, se ne vodim jaz govorim. Ampak vi vodite vprašanja, ki postavljate, določate, v katero smer bo šla stvar. In tega se premalo ljudje poslužujejo. Da bi tako usmerili ljudi. In potem bi ljudi dosti bolj angažirali, posebej v teh časih, ki so res čudni, ne? Ko se res lahko so vse stvari na kocki. Ne? No in zdaj bom jaz uporabil ta prvi del empatije, o kateri ste govorili, to je namen, in vas bom vprašal v zadnjem delu tega pogovora, kakšen je namen vaše zelo močne angažiranosti, ste vodja delovne skupine na gospodarskem ministrstvu, da se končno regulira vprašanje rabe medicinske konoplje. Pred leti smo prav na naši televiziji odprli to vprašanje, kje smo zdaj s tem projektom? Ja, moram reči, da še zdaj, mislim, da je bilo to prvi primer, da se na slovenski televiziji, da smo se pogovarjali o konoplji. Ne? Jaz nisem uporabnik tega, ne? Ampak mi je bilo zmeraj zanimivo, zato ker sem spremljal, kako se te stvari spreminjajo. Ne? Jaz lahko v marihuani povem ogromno dobre stvari, ampak kaj smo se mi zdaj odločili, zakaj sem jaz to sprejel, da bom vodil to komisijo, ki to pripravlja, če ravno nisem zaposlen na ministrstvu, tudi denarja sem se dohodka odrekel za to. Ne? Zato, ker jaz sem Belokranjc. Ne? Bela krajina se izseljuje. Če greste po Kozjanskem, če greste po ostali, se izseljuje. No in ena od stvari, ki smo se pogovarjali o tem, je bila, rekel, da jaz želim, da z tega razvijamo gospodarsko panogo in predvsem za razvoj demografsko ogroženih področij. Se pravi, ne delamo mi za rekreativce, ne delamo za vrtičkarje, ne delamo tega stvari. Tisto, kar delamo, kar rešujemo, je to, da naredimo pogoje, ki bo bilo izrazito, kar se vsem pogovarjamo o drogi, da bo izrazito kontrolirano. Ker morate se eno stvar zavedati. Če vi delate necertificirano olje, proizvajate, a pa to, ne, so cene za litra olja med 7 pa 9 tisoč evrov. Ne. Certificirano, ne, je pa najslabša kvaliteta, ne, certificirano se pravi najbolj tisto, ki je najbolj širše, pa je 18 tisoč evrov. Drugače so pa od 60 do 200 tisoč evrov.
odvisno od tega naredi. Mi imamo pri nas vrsto vrhunskih znanstvenikov, ki znajo to razvijati. In zdaj, če mi to naredimo, in to mislim, da bomo še letos uspeli narediti, tudi za gospodarsko, v glavnem je kar, bom rekel, naklonjenost, da bi se to naredili, bomo mi omogočili celim kupu ljudi zaposlitev. Vi rabite vedeti, morate za en tak objekt rabite približno tretjino visoko kvalificiranih ljudi, visoko izobraženih ljudi. Zdaj govorimo o inženirjih, agronomih in tako dalje, kemikih in podobne stvari. To je na pol farmacevtika in to približno tako deluje. In to pomeni, da bo zraven še cel kup spremljajočih zadev, ki se lahko razvijajo. To pa pomeni, da bi mi lahko postali, in to je cilj, da postanemo svetovna velesila na kvaliteti. Da mi moramo prenehati razmišljati o tem, da bomo delali samo stvari, ki imajo nizko dodano vrednost. Ta ima izredno visoko dodano vrednost. In je treba ljudem omogočiti, to je draga zadeva, certificiranje je zelo, zelo drago, ampak tako mora biti narejeno. In potem ne bo izsiljevanja. Pa se bo marsikdo želel preseliti nazaj domov. Veste, mi imamo ogromno tega, pa ni to edina stvar. In take stvari, še cel kup stvari, kjer jih razmišljamo, o tem je, in zato se meni zdi ta način, da če bomo naredili podeželje spet atraktivno. Drug tak primer, ki je ista stvar, ki ga isto zdaj Počivalšek ga je že predlagal, pa ga bo zdaj proval not potisniti, je to, da gostinstvo, pa kmetije, pa to grejo na pavšale. Po 3-4 letih fiskalnih blagajn, mi za vsako firmo, za vsakega gostinca natančno se ve, koliko zasluži. Če vi to date stran, bojo lahko ljudje se fokusirali na to, predvsem pa boste lahko uravnavali politiko. Zdaj smo vsi enak davek. In nekdo, ki živi v podzemlju ali pa v Višnji gori ali pa tako dalje, plačal ali pa tukaj ima plačal enak davek plača kot nekdo, ki živi v Ljubljani. Pogoji so pa radikalno drugačni. In potem vi lahko naredite, da so te demografsko ogrožena področja, ki jih želite posebej spodbuditi in date bolj ugodne pogoje. S takim načinom se to da. Za unim pa ne, z davka pa ne morate vi tako spreminjati. In zato se mi zdijo nekateri ti ukrepi, če bomo mi podeželje spet naredili tako, kot je treba, bo to bo to možno. Tudi te ceste so zelo koristne. Veste, vi se že zdaj gledate, če imate dobre, koliko ljudi se vozi iz Novega mesta v Ljubljano, koliko ljudi se vozi v Novo mesto, koliko še že drugje. In počasi boste videli, da se bo na podeželju bolj splačalo živeti, delati, ker internet ti to omogoča, kot ostalo. In vi imate že kar nekaj teh takih občin, ki so to dobro razvile. Ivančna Gorica odlično dela na tem, pa še razvija. Novo mesto sem slišal, da v Macedoniji, da se zelo, zelo trudi, da tudi daje. Ampak vsa ta mesta bojo morala razmišljati tudi o tem, kako bojo dale še neke dodatne vsebine. Veste, ne more kultura, recimo, kdo želi imeti neke kulturne dogodke, kot jaz slišim od kolegov iz Novega mesta, mora v Ljubljano iti. Tako ne more biti. To ne gre skupaj. Vi boste morali imeti neke dogodke. Novo mesto, če želi biti center, bo moral biti dogodke imeti. Bo moral imeti kulturo, muzeje, bo moral imeti neka dogajanja, bo moral imeti neka srečanja, bo moral privabljati vrhunske govorce, vrhunsko oceno. To bo moral delati. Ne, da oni živijo tukaj, ampak morajo prihajati. Da bo ljudje hodili v Novo mesto, ne pa obratno. Ja, prihodnja leta bodo dejansko prinesla številne tektonske spremembe. Nekatere sva v tej uri poskušala nakazati, usmeriti. Verjamem, da marsikatero vaše razmišljanje bo za mnogega gledalca kar velik zalogaj, da bo pač potrebno, da se človek sam sabo malce ukvarja. Sej to pa je tudi namen najinega pogovora. Če hočemo narediti korak naprej, je potrebno iz nekaterih kolupov ali kot pravi psiholog zadel, iz te cone obdobja je treba narediti korak naprej. Morda sklepna misel za slovo, za tisto piko na i tega pogovora. To, kar je Aleksandar rekel, veste, gledajte, mi smo zadnjih 30 let, kaj smo samostojni, je življenjska doba se v Sloveniji podaljšala za 10 let. V teh 30 letih se nam je zgodila to je dobra stvar, zgodila se nam je ena slaba stvar, da edini, od teh, ki so bili za nami takrat,
v Evropski uniji je samo Cipr še za nami. Vsi ostali so nas prehiteli. Zakaj so nas prehiteli? Zato, ker smo, če vi gledate, mi se od 2.8 kregamo. Konstantno smo v nekih sporih, konstantno razmišljamo. Mi se moramo vsesti zato, da se dogovorimo, da si damo nekaj teh bom rekel, velikih ciljev, ki želimo doseči. In zdaj, če se vi pogledate tudi pri občinah, ne, ali pa kjerkoli, ne, a res mi rabimo stalno neke pridigarje, pa nekoga, ki nam bo dal svetlo prihodnost razlagal, pa to nam bo res država se rešila. Ali pa čas, da se sedemo skupaj pa začnemo razmišljati, okay, kaj lahko mi naredimo, kakšni občini bi hoteli živeti, v kakšnem kraju bi hoteli živeti, kaj ta kraj potrebuje, okay, dajmo videti, kako bomo to naredili, kako bodo sodelovali, koliko so ljudje povezani. Mi smo bili včasih zelo povezani, a se to še zmeraj velja ali ne. In če bomo če ljudje kaj pogrešamo, ne, in to je pandemija še bolj pokazala, so stiki. Kako narediti spet družbo povezano, ne? Ker zavedate se nekaj, vi stvarjate s tem kulturo, ne, ravnanja. Zdaj, če jaz pridem na občino, ne, a bom jaz ali pa upravno enoto, Novo mesto, Črnomelj, Ivančna Gorica, kamorkoli, že ni važno, ne, ali pa kjer od drugih teh mest. Kakšen stik bom jaz doživel tam? A bom jaz doživel odgovor, v katerem bom jaz bil, da sem zaželen, če sem investitor? Ali mi bojo začeli razlagati, kaj se ne da, pa koliko časa moram čakati, pa tisto bosansko, kde sem tu ja, varianto, ne, koliko boš še kaj ti dal zraven, ne? Ali iščemo kaj drugega? Veste, ena stvar, ki mi se isto v Dubaju zelo srečala, ne, ko sem bral knjigo My Vision od tega šejka, ne, je fenomenalno notri napisal, je rekel, gledajte, mejni prehodi so naše ogledalo. Tujec, ko pride prvo na letališče, pa na mejni prehod. Kakšen občutek ima? A on tam občutek, da je zaželen? Ali se obnašajo tisti proti njemu, kdo je služabnik komu? Kdo je za koga zainteresiran? In ta kultura, ki jo imate v vsakih občinah, bo ključna stvar. Ljudje se selimo tam, kjer se dobro počutimo. Ta mlada generacija, o kateri sem zdaj govoril, se bo selila tam, kjer bo neka kultura povezovanja, kjer bo ljudje bili zaželeni, kjer bo imeli občutek, da se ljudje zanimajo za njih. Ne? In to se zmeraj začne na vrhu. Veste, zakaj je na vrhu? Zato, ker je vsaka organizacija, tudi familija, je kot nihalo. In če imate vi tukaj gor, držite nihalo na vrhu, ne, ko na vrhu naredite tak majhen udar, še od spodaj je potres. Zato glabi tako gre, levo, desno. Ne. In seveda na vrhu morate biti zelo pazljiv in vodja mora zmeraj razmišljati, zelo natančno razmišljati, ali bo šel hitro ali počasi. In to znate, kdaj može iti hitro, kdaj počasi, je različno. In človeški odnosi se dolgo gradijo. To ni nekaj, kar videli, zgledajte čas. Porušite ga 1, 2, 3, ne. Spet pa je ključna stvar, da tu prenehamo izhajati iz tega stališča, da jaz poznam resnico, ostali ste pa glupi, pa ne razumete čisto nič, pa dajte poslušati, kot sem jaz rekel, se pravi ena resnica, ampak se treba dogovarjati. In zato pravim, jaz ne verjamem v to državo, da bo, če bomo s tem nadaljevali, s tom, kar zdaj 10 let že opazujemo, da je to nekaj, kar nas lahko nekaj reši. V tem primeru bomo mi tudi edinstveno priložnost, ki imamo zdaj zamudili, in te milijarde bojo bile potrošene za nič koristi. Ali pa bomo poiskali druge poti in se bomo začeli pogovarjati. In to je gospodarstvo. Gospodarstvo, ti sodeluješ tudi s sovražnikom. Biznis. Se pogovarjamo, debatiramo, iščemo. To ne pomeni, da jaz razmišljam kot ti. Ne? Jaz razmišljam še zmeraj svoje. Ampak iščem skupne točke, iščem rešitve, iščem, kaj nam koristi. Najmočnejši konkurenti sodelujejo v gospodarstvu. Zakaj Slovenije ne bi mogli? In če bomo to začeli, in če pogledate, recimo belokranjske občine so začele se povezovati. Nov mest je postal, koliko jaz vem, v zadnjem času dosti bolj odprt, kot je bil nekoč. Imam občutek, da ta pandemija sicer zdaj škodi, ampak to, kar mi pravijo drugi, se povezujejo. Se pravi, razne občine so začele sodelovati, ki prej niso. In če bi to še povečali, to na državno ravno spravo bi nekaj dosegli. Da bomo imeli pa take stvari, pa bom pa lahko sem zbiral, a se bom odločil, da grem za SDS, ali se odločim stranko Levice. Se sem to bom izbiral, če nisem en od njih. Ne? Zato, ker bilo kjera vlada, če imate zdaj na volitve, bo spet enako vprašanje. In pa se odločam, kaj mi je bolj za prihodnost. Mi moramo pa narediti situacijo takšno, pri katerem bomo razmišljali predvsem, kaj je za gospodarstvo dobro,
Ker če gledate, če za gospodarstvo gre dobro, je za kulturo denar, je za šolstvo denar, je za vse ostale denar. In mentaliteta prilagajanja je ključna stvar. Zato so te stvari, naučiti se prilagajati, biti odprt, ne imeti neka fiksna mišljenja, pa ne razmišljati, kaj je nekdo nekoč nekaj rekel, pa bil. Veste, vsi smo nekoč lulali pa kakali hlače, ne? Pa ne več to počnemo, ne? Pa upamo, da ne bomo, ne? Ampak to je zgodba o tem, da za tega ni nekdo posranec ali pa postranec, ki je to prej počel. To je preteklost. Kaj je nekdo nekomu rekel, lani, predlani, kaj je bil, to je druga stvar. Morate razmišljati, od danes je spet nov dan. In ta danes je spet nov dan, ti da bodočnost. In če vi hočete res kot znanstvenik razmišljati, ne smete nikoli štartati iz sedanjosti, ampak zmeraj iz prihodnosti. Zakaj? Ker če štartate iz sedanjosti, vlečete sabo v prihodnost vse probleme, ki jih imate. In ne razmišljate kreativno. Ne gledate na ta način, ne? Ki bi moral. In na tej točki, da bomo razmišljali kreativno, bova danes končala. Miloš Čirič, hvala lepa za to zanimivo debato, da rečem tudi malce v teh koronačasih predavanja, nasvetov, kot ste že sam omenili, da kdor je želel, je imel možnost. Tudi v naši televiziji smo to možnost vam gledalke in gledalci tokrat ponudili. Hvala lepa in vse dobro in ob kakšni drugi priložnosti nadaljujeva, kjer smo danes končali. Hvala tudi vam. Vam, cenjene in cenjene, pa hvala, da ste nas spremljali in dobro je nekako ozavestiti, da prihodnost je precej dinamična, obetajo se številne spremembe in fino je, da smo na njih pripravljeni. Srečno.